Ni, na, 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 Končno spi. Eno uro sem rabila. Kaj pa je to? Pa dobro, a zdaj se mogli poslati, ali kaj? Na agenciji smo se odločili, da nov sistem javnega obveščanja testiramo v soboto ob 12, ker je takrat večina ljudi doma in ima čas za naše poskuse. Seveda se zavedamo, da smo koga zmotili med pomembnimi opravki, ampak glejte, če hočemo vedeti, da sistem deluje, ga pač moramo testirati. Gre za javno dobro. Če to naredimo enkrat na vsake toliko časa, to res ni nič takega. Mi se samo hočemo prepričati, da sistem deluje. Vse v redu, ni več. Kar zapanči. Ni, na, na, na. Pa dobrno. Ni, na, na, na. V gasilskem domu enkrat mesečno sprožimo sireno, da takole se malo prepričamo, če deluje. Sobota se nam zdi najbolj primeren dan. Ljudje so praviloma doma in nam lahko s prve roke povedo, če so slišali. Ampak vem, da ta zvok marsikomu prekine počitek, ampak če to naredimo enkrat na mesec, ni nič hudega. Ko pa če, gre za javno dobro. Če hočemo ljudem pomagati, se moramo prepričati, da sistem deluje. V redu je, v redu. To so bili gasilci. Ti tudi gasilca, ne? Ti boš tudi gasilc, ti karpanček. Si utrujena, ne? A si utrujen? Ja, tako. No, tako. Končno, zdaj ne pa na več noben moti. Resno? V naši župniji moramo preveriti, če zvonovi delujejo. In to ne moremo storiti drugače, kot da zvonimo. Popolnoma se zavedamo, da zvonjenje marsikomu prekine zasluženi počitek. Ampak če to storimo samo enkrat, na vsako polno uro, se nam ne zdi nič hudega. Gre za javno dobro. Zvonjenje je namreč del naše kulturne dediščine. In če želimo našo dediščino ohraniti, se moramo prepričati, da sistem deluje. Aha, koliko si nameril? Ja, noter v hiši je bilo okoli 90 decibelov, oče. Ampak zunaj pa že preko 120. Odlično. Torej, sistem deluje. Ti se pa zdaj kar pojdi spočit, ker po noči morava spet meriti.